To je področje, ki se nenehno razvija, imamo vsak dan kaj novega, recimo področje mode, vse se skupaj sili v kibernetski prostor, pa pirati, zopet se pojavljajo in podobno. Tako da moramo biti skozi na precepu tega, kaj se dogaja v Evropi, kaj se dogaja v svetu, spremljati po konferencah in potem ugotovimo, kje lahko mi majhen kamenček pripomoremo k temu, ker kriminaliteta se je preselila v gospodarski prostor in danes se vse dogaja v gospodarskem prostoru. Kriminalistiki dobijo tista osnovna znanja, kako iti na kraj, kako pridobiti podatke in pa tisto, kar je najbolj ključno, kako praviti takšen pogovor, da dobimo ključne informacije in da vemo, kdaj se oseba na primer laže. Vse to pa je podlaga potem za nadaljne delo pri gospodarski kriminaliteti in finančni kriminaliteti, pa se seznanimo z vsemi temi tehnikami in opozorimo predvsem na svetovne trende, po možnosti pa tudi kakšne tuje izkušnje podrobneje analiziramo. Po zaključenem študiju so možne zaposlitve v vseh spektrih finančnih institucij, tako Ministrstva za finance kot Ministrstva za gospodarstvo, pa tudi na lokalnem nivoju, v lokalnih institucijah, prav tako pa tudi povsod v gospodarstvu, kajti vsak dober gospodarstvenik išče nekoga, ki se spozna na preventivo na tem področju, na odkrivanje sumljivih malverzacij in pa na tehnike, kako do tega prihaja. Seveda takšen študij omogoča večjo zaposljivost, ker se študent pri samem delu usmerja v tisto področje, ki ga zanima, vsekakor pa je vse odvisno od študenta, kaj bo poleg študija naredil tudi sam. Se vključeval v dodatna izobraževanja, v projekte, v sodelovanje s posameznimi institucijami ali pa tudi kakšne evropske projekte. Ključno je, da začnejo institucije delovati med seboj. Zgrešena ideja, da bo to naredila policija. Takšno vrsto kriminalitete odkrivajo in preganjajo finančne institucije v okviru Ministrstva za finance, Urad za preprečevanje pranja denarja in ostali uradi, direkcije in agencije. Te morajo dobro sodelovati, seveda pa policija nudi tisto asistenco, hišne preiskave, zaslišanja in podobno in potem vse skupaj konča na tožilstvu. To je ključno. V okviru širšega prostora je pa to, da začnemo slediti finančnim tokovom, kajti denar, ki prihaja od takšnih malverzacij, skrit v tujini. Ta denar je potrebno odkriti in pa preprečiti in ga odkrivati, ko se ta denar vrača v Slovenijo. Sprav, v povezavi z stečaji, z poravnavami in podobnim, se prikrije veliko te kriminalitete in ta denar prihaja v Slovenijo in potrebno ga je odkriti.